Prva stvar, začetek epizode bom trpela. Ja, lej, tako je. Zdaj se najprej... Ne bo prvič. A je trpo kakšen ful? A to mora biti tako visoko, ker Ne. Če Boš so, naštel, po mojem okej. niso. Čakaj, da Saša da svoje. Ne, zaradi tega, ker pol vidim sam tako en pink, huge pink. Ne, ti se Ja. na mesti, kako boš, da boš komod. Ja. Ti pa ful tako boš. A tako prav? Što ful ni komod drugač. Jaz bi tudi to, pa ne morem, ker pač prvič nisem art, drugič ne handlam in tretjič, a veš tako. Drage poslušalke, dobrodošli v tretji epizodi 4. sezone Kritiškega posladka. Podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes je z nama umetnica Sonja Vulpes, podobe ustvarja v samo svojem stilu kontrastnih risb, ki so hitro prepoznavni tudi lahko zapomljive. Zaznamujejo jih avtoportreti, surove preproste linije ter otisna materialnost, ki je posledica grafičnega postopka. Dela so pogosto osebno izpovedna ter se ukvarja tudi s tematikami, ki jih v družbi pogosto potiskamo na stran. Sonja risbe večinoma zaključi kot malo nakladne grafike v tehniki kolografije, občasno pa jih prešpika tudi v človeško kožo ali pusti na papirju v obliki zina ali druge publikacije. V tokratni epizodi se bomo posvetili izraznosti risbe in njenim ekspresivnemu potencialu ter kako skozi reducirano podobo evociramo globoke emocije. Spraševali se bomo, kakšno mesto ima humor znotraj umetnosti in kam spada v boju proti duševnim stanjem. Dotaknili se bomo tudi tem depresije, anksioznosti ter razmerja med zdravjem in kapitalistično zahtevo po hiperprodukciji. Morda rečemo tudi kakšno besedo o razgaljanju samega sebe in svojih osebnih stisk. Nazadnje pa za tehnične nerde izvemo še vse o kolografiji in izdelovanju grafik. Z vami so tudi Maša Žekš in Rnečo Gerbec. Posluša se Kritiški posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanja na področju vizualne umetnosti in kulture. Vse reference polinkamo v opis, zbrane so v opisu posamezne epizode. Če vam je vsaj malo kul, kar delava z Mašo, nam lahko na Buy Me Coffee še enkrat drobiš za kavo. In ful hvala vsem, ki ste to že naredili. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posladek. Posladek. Živijo, Sonja. Čau. Živijo. Nekateri te poznajo sicer kot Sonja Grdina, tudi sam, ko sem v bistvu delal rešerč za razstavo, sem najprej začel iskati Sonja Grdina in potem tako nič. Torej ta tvoj uradni oziroma državno ime je pač neka zadeva, ki je s tabo, kot umetnica pa ustvarjaš kot Sonja Vulpes, ne? Ampak jaz sem vedno Sonjo kot Vulpes. Jaz ne vem, kdaj sem sploh skontala, da to kao ni njen priimek. Jaz sem mislila, da je to sam njen cool priimek. Ja, no sej, kaj de facto je sploh fora s tem in zakaj Sonja Vulpes, od kje izhaja Vulpes in Zakaj si ne Sonja secretly Grdina? werewolf? Fox. Lisica. V bistvu, Vulpes je lisica. Ja, ampak ni, Harry Potter referenca, sorry. Nima veze s Harry Potterjem, v bistvu sploh nima veze z ničemer tako. Pač je sam bilo ime na socialnih omrežjih in pol pač eno razstavo smo delali in je prijateljica povzela moje ime tam in sem pristala pač na vseh vabili Sonja Vulpes in potem sem rekla, ne, jaz sem Sonja Grdina. In potem smo rekli, ok, bomo naprej, sem rekla, ma veš kaj pusti, pol je pa kar ostalo, no, tako da. Ni nekega deep meaninga zadja, pa karkoli, je pa tudi res, da pač moj priimek je tudi malo zajeban, ne. Mislim, dosti ljudi ga ne zna izgovoriti, Grdina, tako da marsikdaj imam probleme s tem in pol pač je Vulpes dosti bolj, ne vem, simpatično in preprosto, tako da pač je kar ostalo, no, tako da. Aha, zaradi, kje se naglasi, ne? A je Grdina? Ja, problem je s temi dvemi črkami gr, ne. In sem bila že marsikaj, tudi Gardena sem bila včasih, tako da. Ja. Ampak ja, večinoma me folk pozna pod Vulpes in ponavadi je kakšen tudi zgrožen, ko ugotovi, da ni to moj priimek, tako da ja. V bistvu v slovenskem prostoru te poznamo predvsem preko 3 ciklov, to je Memento Mori, Limbo in Cake. Gre za v bistvu 3 večje cikle. V tujini si predstavljali tudi Bittersweet, ki ga pri nas ni bilo, še zdaj ne vem zakaj ne. Kako sploh se dogaja s temi tvojimi cikli? Ker izgledajo tako zelo premišljeno in zelo zaokroženo. Tako en cajt se ukvarja s tem, potem se to zaključi, se razstavi in potem kakor da bi pač ne vem, skoraj pozabila na stare. Ja, po moje gre nekako tako po obdobjih, no, mislim, v svojem ustvarjanju imam dosti pač neko tako serijo, imam neke, naprimer, neke ideje, ki jih hočem obdelati, ali so to neka psihofizična stanja, kakorkoli se počutim, pač najbolj izhajam sama iz sebe. Tako da ja, so nekako neke serije, vseh teh se da razbrati. Mislim, Bittersweet je tudi ena izmed teh. Zakaj ni bilo v Sloveniji, ne vem, to morate koga vprašati, ne mene. Tako da ja, bila je pač predstavljena v Švici, v eni galeriji. Ampak ja, vse si nekako sledijo v bistvu in vse mogoče grejo tudi nekako v nekem ciklu mojega
razvoja na nek način in stanja, kako se počutim sama sabo. Se kako zdaj vrstne rete Memento Mori vlata ta prva, ne? Ja. Pol pride Bittersweet že pred Limbo, ne? Pol je bila Limbo in Cake, ne? Memento Mori je ta tvoj prvenec, bi lahko rekli, no? Ja, to je bila v bistvu tudi moja prva samostojna razstava v Hiši kulture v Pivki, ker sem dobila to priložnost, da sem se prvič predstavila. In ja, pol sem pač naredila tole serijo Memento Mori, ne, tako da... Takrat se v bistvu tudi že začela s tem stilom, ne? Ja, v bistvu jaz sem koreografijo delala že prej, ne, sem imela, niso moje grafike zgolj grafike iz teh serij, ampak so pač tudi druga dela, ne, ampak mogoče neke bolj razpoznavne so pa te, ne, pač tako serijsko, ne, Memento Mori bi rekla pač to, kar si rekel, pa Limbo, pa nazadnje zdaj Cake. Meni se zdi tudi, da je ful lepo zaokrožen, če bi nekdo hotel na hiter počekirati ali pa spremljati tvoj opus, da so vsi te cikli imeli svojo samostojno razstavo. Ne? Torej imamo ta Memento Mori, ki je bil v Hiši kulture Pivka, potem Limbo v MGLC-ju in Cake, ki je zdaj v Mariborski tkalki. Ok, minus ta Bittersweet, za katerega noben nič ne ve. Cake je bil prej še kje? V Hiši kulture Pivka. Ja. Aha, ja, da se v bistvu, da lahko nekako tako zelo na hiter ločeno prečekiraš, se mi zdi, da je dosti pregledna na ta način. Ja, mislim, da jaz se po moje pol tudi po eni strani vidim jaz tudi naprimer napredek v svojem delu, ne, preko serij, pa pač kako sem razvijala svoj stil, pa kam grem naprej, ne, tako da ne vem, meni je bilo kar tako avtomatsko, mi je bilo ok pač delati serijsko, zaokrožiti pač, ker jaz imam pač eno idejo in je včasih eno idejo v eno samo delo mi je kar malo težko dati, tako da zato rabim več del. Ne vem, rabim nek mal širši opus, da pač pokažem neko stanje oziroma nek občutek, no, tako v tem smislu. Vseeno z tega vidika, da so stvari zaokrožene, to zdaj Memento Mori in Limbo in Cake je tudi zato, ker so pač v slovenskem prostoru zelo enostavno najdete, kaj se je šlo, zelo tudi teksti so vsi v slovenščini in dostopni. Tkalka v bistvu lepo povzela tvoj CV, tako da je kar good tak resurs za tvoje delo do zdaj. Nekaj malega na temu, kaj že to od Masuma, no, ki imajo Ja, to razum, so te njihove standardne. Tisto je mi nekaj povzetega, meni to dobro, no pač tkalka Ne, so res dosti lepo manjkajo. objavljeno. Aha, to shout-out tu, Anja Seničar je to ona zrihtala skupina. Ja, mislim, dejansko tam veš za vse tvoje solo razstave in tudi za vse Ja, group showe, to- ki mogoče To jih ne je dobiš bilo tako hitro ven. posredovano, ja, tudi pač, mislim sama pač imam to urejeno, Ja, ne, ja. pa tako da ja. Ja, Ampak ni nikjer te informacije druge. Ja, ampak Mm. tako se zato pravim, da to mi je bilo ful všeč, da so se od tkalki dejansko potrudili in dali gor. Za Bittersweet je sicer stran z te švicarske, ne? Ja. Švicarske galerije, sicer je gor nek tekst, ampak da je mogoče malo več povej, zakaj se sploh gre, ker po mojem noben ne pozna. Ja, skoraj v pri nas. bistvu to je bila ena razstava, ki je bila pač predstavljena na tej švicarski galeriji, Galerija De Epen v Baslu. To je vodi en pač gospod, ki me je takrat povabil, mislim, da pač je prihajalo bolj iz tega. On je dosti spremljal vso to pač zinovsko produkcijo, pa pač publikacije, ki jih pač artisti sami pač izdajajo pa tako. In se je takrat povezal z dosti, ne vem, slovensko ekipo in je pač kupoval te zine, publikacije in on ima to gor pa tudi eno trgovino, shop, ki prodaja pač te zadeve. In mislim, da pol nekako preko tega je prišlo do tega sodelovanja, on me je povabil za neko to samostojno razstavo v tej galeriji in sem rekla pač ok, cool, ja, in je pač nastala ta serija Torej, v bistvu Bittersweet. ta Bittersweet še ni obstajal, dokler ni bilo povabila. Čisto res je pa ni na nek način, ker jaz moje delo zmeri gledam tako, da v bistvu ne gre zgolj za neko fizično delo, ampak gre tudi za celo proces premišljanja. Mislim, so bliže zametki, bilo je že dosti skic, bilo je vsega, ne, ampak ja, dela so pa pol nastala pač pred to postavitvijo samo, ne. To si že mislila delati, ampak nisi Ja, imela ja, pa ja. še zakaj delaš. Okay. Ja, ne, vse to kar zanimivo. To je v bistvu ful dober izgovor, da se spraviš delati. Ne, v bistvu zmeri razmišljam tako, ne vem, zato so mogoče tudi serije, ne, pač zmeri imam nekaj, kar primerjavam, zmeri imam nekaj, o čemer razmišljam in pol pač probam to nekako dati na papir, ne, in pač narediti v grafiki, ne, kakorkoli. Tako da ja, ta Bittersweet je bila pol pač predstavljena serija tam, je mogoče kot neka predhodnica celo tega Limba na nek način, ker govori o nekih pač občutkih, neke, ne, sreče, žalosti, nekih miksih, mogoče tudi neke nostalgije, tam se že opazijo pač tudi neke te moje specifične poteze v avtoportretu, ker gre za neko avtoportretsko razstavo in so že mogoče tudi te malo klovnovski izrazi in te vsebine prikazane. Tle so že fotke ali še ne?
Tu še ni fotke. Torej, to so pač, Ja, to je bila skoraj v bistvu risba. serija iz risb in parih grafik in pol pač kasneje je potem pač nastal tudi en zin iz kopice, iz skupa teh skic, ko jih naredim milijone. Tako da pol sem zbrala in nekako zaokrožila to celoto tega Bittersweeta še v zin. Ta zinovska stvar, oziroma zinovski tvoj aspekt je razen tistega enega publishinga, ki si bil, mislim, še tadej zraven takrat, da si bila ti zraven, drugega nisem najdel, kje si ti bila. Ne, mislim, jaz izdajam zine, zmeri sem jih izdala nekako v svoji lastni izdaji, pač takrat sva imela ta 585 zins, nekako sem se, ampak to je bilo neki kratko, tako full briefly, pač ni nič ostalo. Na spletu, ko sem gledal, tako kot da je to full neka reč ratala. In tako, ne, nikoli ni bila reč, včasih dosti stvari v Sloveniji ni nič. Jaz sem šel pol full nek deep dive, pol sem še neke tadeje v stare Instagram fotke videl, ko se je on fural z vašimi zini tja nekam. Ja, smo bili kar pač, malo bolj po teh ferih, mislim, da leta nazaj, mislim, jaz nisem bila, ker nisem mogla, ampak on pa včasih do drugi, tudi tale gospod iz te galerije je tudi pač zastopal in je šel tudi na neke fere okrog, da je pač prodajo te naše stvari, je vzel sabo. Ampak mislim, da pač takrat je bila zinovska, ne vem, bil je nek val v Sloveniji te neke zinovske produkcije. Jaz sem bila zmeri zini tako, da pač naredim ga, kadar mi sede. Nisem nikoli rekla, da sem to zaključila delati, vsakič pade, ko mi pač paše, tako da nisem se nikoli osredotočila na neko to produkcijo zinovsko v tem smislu, da bi rekla, zdaj pa izdelujem zine. Tako da je en del moje prakse, ampak ni pa tako, da bi se jaz toliko zavestno v to dala, da bi bila pač to neka moja produkcija konstantna, tako pač, ampak so premori. Tako da, Kako pa z distribucijo zdaj, recimo? Ne vem, jaz sem svoje stvari večinoma distribuirala sama, pač, tako da, mislim, meni je zin že sam po sebi bil zanimiv zaradi tega, ker je to nekaj, kar je izven galerij. Nekaj, kar je dostopno vsakemu, ker naprimer art iz galerij, pač, ali so to cene ali pa pač karkoli, ni dostopen jih vsem. Zinček je pa taka zadeva, ki jo pač lahko vsak kupi, dobi, zamenja nekako in zato mi je meni bil ta zin zmeri bolj zanimiv za imeti to neko komunikacijo tudi pač med artisti samimi in pač tudi med drugimi ljudmi. Ko praviš sama, misliš dejansko osebno, ne, da bi pač nosila nekam, da ti jih prodajo? Ja, tako. Nisem jih nosila nikoli, da bi jih nekam prodali, razen pač ta galerija, ki jih je odkupila in jih je prodajala. Tako da pač včasih smo se pač udeležili kakšnega sejma, kjer smo spet sami prodajali. Tako da, Ne, zdi se mi ravno to, ko si tudi poudarila, da se to je cel glavni čar in point zinov, da funkcionirajo na tak način, ne, da se jih nekako, da se jih stilizira, pa se jih umešča v neke institucije na tak način, pa da se jih potem na neki točki nek preprost zin, ki nastane, zato ker ti sede sproti, prelevi na pol v neko zelo fancy, vezano, drago platnica, tisk, knjigo, ki stane veliko denarja. Tako da to mi je bilo všečno, kar si rekla. Tudi mi je všeč, da ga še zmer delaš, kot ti sede. To se mi zdi cool. To mislim bolj rata iz nekega vzgiba, se mi zdi, pa nikoli me ni zanimala ta neka fancy produkcija. Če sem pač zmer imela pač rada to simple fotokopijo. Tako iz česa pač tudi ta zin izhaja. Nikoli nisem stremela k nečemu popolnemu pri temu. Tako da so not napake, narejeni so pač z nekim občutkom tistega momenta, tako da ni bilo to nikoli neki. Tako da bi se jaz res pripravljala in naredila ne vem kakšno publikacijo in iz tega me nikoli ni zanimalo. Mislim, da zato so pač to je na drugi nek pristopi, način tak podaljšek tvoje žanrske punk, alter urban scene. Pa mogoče, mislim, se sicer, čeprav punk zini mi nikoli niso bili preveč všeč, naprimer, ampak bolj so mi bili zanimivi tej zini, kjer si najdu neko vsebino, mislim, neke te risarske zadeve ali pa tako, te pristopi, bolj kot neki res precej vsebinskega ali pa nekih reviewov, koncertov ali pa scene ali pa tako. Tako da, Ok, zdaj mogoče, če gremo iz teh zinov na to, s čimer se res bolj primarno ukvarjaš likovno, na kolagrafijo. Razloži mi tudi kako za telebanje, da zastopim, kaj je, kaj ni, kako se dela, kaj pač res tako zelo step by step. Explain me like I'm 5, please.
Se vsakemu razložim tako, kot če je 5 let star, zaradi tega, ker pač dosti ljudi tudi pač ne pozna osnovih grafike, pa tudi eni so se srečali naprimer v osnovnih šolah, pa tako, eni se pa sploh niso, ne. Tako da lajki večkrat ne vejo, pa tudi tisti, ki že so poznavalci, tudi večkrat ne vejo, kako je pač ta zadeva narejena. Mislim, ja, koligrafija je ena tehnika, ki lahko spada med visoki ali pa globoki tisk, odvisno kako jo pripravljaš, ne. Zdaj, če bi risal z lepilom na površino, pa pač barvo nanašal na te visoke dele, pa tisko, ne bi pač nekako rekel, da lahko tiskaš kot visoki tisk. Medtem, ko pač jaz matrico, kakor jo pripravljen, pa v bistvu vleče barvo ven iz globine, ne, zato pač ne bi spadala pod nek globoki tisk. Je dosti podobna postopku tiskanja neke suhe igle ali pa jedkance, s tem, da je pač priprava matrice čisto drugačna, no. Mislim, tukaj gre za bolj materiale, ki so mogoče cenejši ali pa tudi ne, v glavnem odvisno kakšna je produkcija, no, ampak gre za preprosto, matrico delaš preprosto iz lepenke, pri tem uporabljaš lepilo, naprimer pesek, gips, lak, zato da dobivaš pač različne odtenke, medtem ko tiskaš, naprimer. Pa ja, v bistvu, ko pripraviš to matrico, zdaj, če bi hotel narediti s črno linijo, bi ti to dal pesek, naprimer, ker pol, ko boš barvo nanašal na matrico, se ti bo tam noter ujelo, ne. Pesek ti da to črnino, no, tako zdaj, samo lepilo bi ti dalo, naprimer, sivino, če bi dal malo gipsa v lepilo, bi lahko dobil, naprimer, temnejšo sivino. Zdaj pa, če bi pa matrico pripravil, naprimer, v temni, recimo, da bi jo hotel posvetliti, naprimer, da imaš ozadje sivo in hočeš dobiti neke svetlejše tone ven, bi pa lahko kot zaključno dal gor na določene dele, naprimer lak. To pomeni, da se ti tam pol barva obriše stran. Ti nalimaš te kose lepenke. V bistvu ne gre za nalimanje, v bistvu gre za kar tako, za risanje v bistvu na to matrico. Mislim, imaš večje možnosti, kako pripravljaš matrico pri koreografiji, zato ker pač koreografija je res tak širok spektr ima možnih nekih likovnih možnosti, tako da res lahko jih pripravljaš na raznolike načine. Moj način je ta, da vzamem pač to sivo lepenko, tršo, jo pač premažem z lepilom, zato da pač ta karton ne trpi, ko pride v kontakt z vodo. In naprimer pol premažem celotno lepenko z lepilom, kar mi bo dalo naprimer sivo ozadje, pol pa gor gradim naprimer s čopičem, rišem, s peskom, zmešanim z lepilom, risbo. Torej, v bistvu je ali samo lepilo ali lepilo plus nekaj. Lahko je tudi samo lepilo. Ja, ampak ni pa sam pesek, ne? Ti moraš vedno nekaj s tem lepilom zmešati. Mislim, ja, ne bo se ti sam pesek, se ti ne bo primil na površino, zato rabiš lepilo, ne? Zato da ga v bistvu nanašaš, ne. Ampak lahko kako je da mažeš potem z lepilom, pa potrosiš pesek, ne, pa odvečno, kar ostane, pustiš, ampak jaz rada delam s tem, da v bistvu pesek zamešam v samo lepilo in delam pač neko razmerje, ki mi odgovarja in s tem rišem, ker mi je pač tako lažje. In se mi zdi, da se matrica pol pri tiskanju tudi boljše obnaša. Ampak kako je potem to globoki, če delaš na vrh? Zato, ker potegne barvo iz globine. Ker jaz sem, ko sem šla to malo googlat, isto, ne, ja, imaš visoki, globoki in kao za visokega, ja, kada bi ti z lepilom narisal, kada bi ti iz mekola recimo ven stiskal risbico, počaka, da se posuši, ti si jo zdaj pač ven butne, ti to pobarvaš, odtisneš in tam, kad ti je ven butnel, tisto, kar si ti prej polil z lepilom, ti se bo poznalo, ne. Ti pa v bistvu zdaj, isto sem pride kontra. Ne, jaz ne naredim isto, v bistvu jaz dejansko namažem matrico na drugačen način. V bistvu se ne sam povalja po sami matrici, ampak ti moraš utirati barvo na isti princip, kot je naprimer pri suhi igli. Utiraš barvo čez celotno površino in pol barvo z površine matrice brišeš. In tam, kjer je črna barva, naprimer, kjer je pesek, ne, bo črna barva, tam, kjer imaš lepilo, bojo ostale sivine in naprimer tam, kjer je lak, se ti bo pa barva precej lažje zbrisala in boš dobila čim bolj belo barvo, se ta ne bo otisala. No. Torej, eden od glavnih aspektov tega je, da ti res močno utreš to barvo noter, pol jo res močno izbrišeš, tako da barva ostane zgolj v teh res noter razpokicah in iz tega vidika je pol to globoki tisk. V bistvu ja, v tretjo moraš tam, kjer je pesek največ, ne. Druge se kar že pač sama dosta avtomatsko prime, ni tak problem, ne. Ne smeš jo pa premočno zbrisati. Tako da moraš jo zbrisati s feelingom. No. Da... Pa tudi ne preveč utret, ali kaj, da ne bi pol krunga peska kar dol že malo začela. Ja, to je tudi en pač problem, ne, koreografije je, da matrica z otiski, ne, in z uporabo matrice pol pač izgublja lahko, ne, svojo risbo zaradi teh materialov, ne.
zato mogoče ni tako reproduktibilna, kot so pač ostale, naprimer, tehnike, ki bi jih delal, naprimer, v jedkanci ali pa linorezu, naprimer. Po kolikih printih se pa ponavadi začne? To je vprašanje, ki ga dobim tolikokrat in nimam odgovora na to, zaradi tega, ker je čisto odvisno, koliko dobro je matrica pripravljena in na kakšen način je matrica pripravljena. No. Tako da lahko se ti že po enem otisku začne ta pesek stran krhakne, če ni pripravljeno to tako konkretno, da je to res fiksno pa zalimano. Ne greš pa čez 10, 15? Ne, nisem nikoli delala to kot mislim, bi šlo sploh? Bi šlo po moje, ne, odvisno koliko je matrica pač koliko je pripravljena dobro, ne, tako da pa tudi odvisno na kakšen način je pripravljena, ne, sej dosti je teh res načinov, kako je izdelati. To je čar te tehnike, da ti omogoča res to neko oblikovno širino. Sej glih iz tega vidika eksperimentiranja, a imaš potem recimo ti opcijo, da uporabljaš to lepilo v kombinaciji z insert material here in raziskuješ, kako se pol to različno, kako se barva na različen način not prime in potem posledično različno odtisne. Ne vem, če bi ti lepilo zmešala z nekim posušenim kefirjem ali pa z neko svinjsko mastjo, zmišljujem si, pa bi to vsakič bilo malo drugače. A je to nekaj, kar pije vodo, ali je to zdaj čist pretiran, pa v bistvu je sam važna tekstura, kar nas pusti z solo lepilo, lepilo pesek, lepilo gips, pol od tega naprej je pa že vse eno in isto. Ne, imaš šanso, da mešaš tudi materiale not, ne. Zdaj mislim, s kefirjem se ne bi zgodilo nič, ker se bi ta pač kar pač po moje not v lepilo zgubil, ne. Definitivno bi lahko dal dlake bi šle, kakšne puh, po moje mogoče malo, ja, ne vem, če bi se odtisnilo, ali pa odvisno, kaj bi se zgodilo s tem mešanjem. Ti lahko tudi limaš stvari na površino, naprimer. Zdaj, če bi dal neke dlake, malo bolj ščetinaste ali pa karkoli tacga, naprimer v lepilo, pa mislim, če kdo pozorno gleda moje delo, bo kakšen moj last tudi najdu na kakšnem otisu, ne. Tako da se to pol pozna in tudi se pozna, isto če ga odstranim, se pol tako z matrice se tista linija čistanka tudi pozna, ne. Tako da dosti je teh tekstur, ki nastanejo že ščetino čopiča, naprimer, ne, ko se z lepilom nanaša na matrico. Tako da ja, vse te teksture so meni tako res zanimiv del te tehnike tudi, ne. In pač ponavadi gradim s temi, ne mešam pa nekih materialov v lepilo, zaradi tega, ker še zmeraj imam rada grafiko, tako ko si jo pač predstavljam in ne sam nek nepredvidljiv moment, ki mi ga da tehnika. Ne nanašam se pač na tehniko v tem smislu, da bi v bistvu rekla, zdaj bi pa mogoče to cool izgledalo, pa bom pač sam sprobala pa to naredila. Mislim, je dosti eksperimentiranja, včasih moraš eksperimentirati zato, da najdeš nekaj, kako ti deluje in jaz mislim, da pač sem to kar avtomatsko delala tekom vsega procesa te grafike, sem jih otisala. Ne grem pa nikoli zdaj kar tako delati nekaj, kar ne moram kontrolirati v bistvu v risbi sami, ne. Koliko časa pa ti recimo vzame izdelava ene matrice? Ja, to je pa ta aspekt tehnike, ki je lahko dosti meditativen, ampak hkrati mi gre pač tudi malo na živce, ne, je to, da zahteva dosti časa, ne. Med samim pripravljanjem matrice, kako matrico pripravljaš v bistvu, koliko časa se te sloji sušijo, ne. In ja, mislim, že sam potek, preden naredim risbo, preden pač se odločim, kaj bom naredila, ko naredim pač to matrico, je treba impregnirati pač zaradi tega, da v kontaktu z vodo je okej, pol pač nanašaš vse te sloje in moraš pač čakati, da se mes posušijo, ne, tako da vsaka taka zadeva pač traja, ne. Zdaj to lepilo ne bi pač dobilo svojo trdnost nekako po 3 dneh, jaz včasih mogoče malo prehitim kakšen korak, ne, co se tudi da, se tudi obdrži, ampak ja, je pa zahtevano, ne, pač tudi linije, ki jih delam, naprimer s čopičem, kjer nanašam ta pesek pa lepilo skupaj, ne, gre to ponovadi pri mojih delih za neko počasno potezo, zato da dobim res to kompaktno črno barvo, da ne, naprimer, gre pesek v manj peska, ker pol bi dobili že nek zabris na sami grafiki, ne, tako da ja, traja, težko rečem koliko časa, ne, ampak ja, mislim, da pač en teden, da narediš naprimer lahko tudi, odvisno koliko je kompleksna risba, pa koliko je, lahko je narediš tudi v 2 dneh, naprimer, ja. Delaš, ne? Lahko sočasno delaš, ja, ampak včasih je tudi tako, da... Prostor, ne? Kako? Pol je tudi prostor, ne? Ja, seveda, ne, mislim, jaz rada delam grafike v velikih formatih, ne, tako da to mi že pobere precej časa, ne. Mislim, ja, odvisno res od same risbe na matrici, ne.
Mislim, da predvsem je pa odvisno tudi od tega, koliko je detajlov, ker če pač dosti nekih umestnih prostorčkov, pa vsega tega zahteva več časa, da vse to pač nekako obdelaš s čopičem, da greš čez, naprimer, če svetliš ali pa kakorkoli. In to se pozna tudi pri tisku, ne. Take grafike se pač, ne vem, nanašanje je bolj dolgoročno in brisanje z matrice tudi, ne vem, zahteva več časa. Tako da brisanje z matricami mogoče vzame 1 uro, da naredim 1,5, da jo odtisnem. Ampak to je sam ta delček, ne. Nanašanje barve pa brisanje barve, ne. Tako da, če fališ, pa moraš pol še enkrat iti, ne. To je kar dolgotrajen proces. Zakaj pa lih kolografija? Je bil kakšen moment, ki si se s tem spoznala in te pol navdušilo, ali je prav nekaj na tej tehniki, ki te je prepričalo? V bistvu sem se s kolografijo spoznala na faksu pri Črtomirju Frelihu. Kar mi je bilo zanimivo, je bilo to, da lahko hitro dobim črnino. To mi je bilo top shit, naprimer. Ker meni se ne da praskati v tiste cinkove plošče, nikoli me niso zanimale, preveč traja, meni je, ne vem, kar je lahko nekomu res meditativno, pa se izraža res neko bolj drobno linijo, ali pa s tem meni nikoli ni zanimalo. Jaz imam pač rada sem imela, da lahko dobim, naprimer, ploske črnine, ali pa da dobim debelo linijo črne in da zato ne rabim pretirano trpeti zraven z neko iglo in se ukvarjati s cinkovo ploščo. In pač njena ekspresivnost, ne, tako da to me je po moje pritegnilo najbolj, pa pač grafičnost sama tudi, ne, tehnike. Zelo fair, v bistvu, sem pač te popolnoma razumem, zakaj recimo ne bi delala cinkove plošče, ker meni, ko si rekel, da moraš 3 dni čakati, da se nekaj suši, me že tam meni, tako da jaz sem že tle odpadel. Ja, mislim, da grafika, ne vem, jaz mislim, da grafika, da moraš res imeti rad, da jo delaš, ne. Zaradi tega, ker zahteva poznanstva tehnike, ne pač tehnologije, ki je zadnji pa vsega, ne, postopkov pa. Ja, in moraš imeti tudi, naprimer, dobro predstavo, po moje, zaradi tega, ker pač matrica, ki jo jaz delam, pač nima nobene barve gor, ne. Jaz si moram vse delati, pač si jo probati zvizualizirati na neke druge načine, ne. Ali so pač to skice, ali včasih itak si pomagam tudi z iPadom pa tako in pač ja, delaš na ta način in si probaš čim bolj vizualizirati in vsemi temi, ne, pač svetlo, temno, leva, desna, tako da ja, mogoče zaradi tega pač je tudi tako nek bolj specifičen. Pa je ta vizualizacija nekaj, kar mogoče na začetku ti ni šlo tako dobro, pa ti zdaj gre boljš, ali je to že skozi tako, mislim, ali je to ali imaš dobro predstavo že, kaj bo? Mislim, da sem imela kar precej dobro predstavo, že dost, ne. Vse včasih ga kiksneš, včasih se ti zdi, da bo nekaj ratalo cool, pa pol v bistvu probaš, pa ne. To je spet malo tisto eksperimentiranje. Odvisno, kaj delaš, ne. Tako da, ja, mislim, nisem imela nikoli toliko problema s to levo pa desno, ne, predstavo, pa tudi s tem, da ne vidim risbe. Včasih je zahtevno, mislim, včasih se tudi zgodi, da si čist drugače predstavljaš, pa se odtisne pa nekaj drugega, pa ti sploh ni všeč, ne. Tudi te zadeve se dogajajo in to, ampak to na nek način je vse pač čar grafike, kako se pol ti učiš v bistvu, ne, napredovati v svojem modelu, pa se naučiti nekih svojih fint, pa svojih for, pa vsega tega, ne, tako da, ja. Ja, mislim, to levo-desno se mi niti ne zdi to problem, ker na koncu dneva je tako vseeno, če deluje v eno smer. Okay, ne, sam ni. A si ti kdaj pogledal, narisal nekaj, pa si pol dal mirror version, pa si bil tako, to je shit. It's terrible. It hurts. Po eni strani imaš pa tudi ljudi, ki ful prisežejo, da mora stvar na glavo obrniti, zato ker mora biti dobro tudi, če na glavo obrnjeno. Pač jaz samo si predstavljam, da porabiš pač cel teden za neko matrico, pa tako recimo, imaš mal slab teden, a ne, narediš to matrico, tralalala, odtisneš in si tako, fuck, kjer debil sem jaz. In gotoviš, da si neko tam, nek negativ neki zafukal in da razumeš, da si narobe zračunal in si sam tako, moj bog, jaz delam grafiko že 10 let, kaj da fuck sem kle naredil, kako sem to, a veš, in je čist narobe in je slabo. Ja, se strinjam, ne, pač en tak čim bolj preprosta zadeva je tako, da obrneš napis narobe, ne. To se pač ljudem dostikrat zgodi, ker ne razmišljajo, ne, a veš, in to lahko vidiš. Pol imaš ti Ja, ne, to je namensko. To je pa namensko, ja, tako da v bistvu, ja, ne, hitro se ti lahko, misliš, da ta leva in desna pač, da je lahko obvladaš dosti hitro, ampak ni, moraš res razmišljati dobro.
ker tako, kot rekla Maša, če ti sam flipneš risbo in si zdiš, ok, včasih deluje obe smeri, ja, se strinjam, ampak včasih je pa sam katastrofa, ne. Veš kaj, jaz sem imela vprašanje, ti pač odtisneš, delaš grafike pač na papir in potem, ko je to na razstavi, to sva se prejšnjič v tkalki pogovarjale, je potem to v okvirju in v steklu, zavarovano, kot vsaka spodobna grafika, bla, bla, bla. A si kdaj probala, ali pa a je možno, da bi ti to odtisnila na nek bolj jak material, ne vem, na še eno lepenko ali pa na nek tanek les ali pa na neko tkanino na tak način, da bi lahko to potem fiksirala in da bi recimo lahko jaz to obesla doma brez nekega stekla, pa ne bi ti frikautala. A bi to bilo izvedljivo, recimo? Mislim, lahko bi jo obesla brez stekla že tako, no. Mislim, jaz preferiram okvirje zaradi tega, da se ljudje ne dotikajo, sploh, ker pač se dost hitro poznajo, ker pač, mislim, tukaj se malo zgubi čar te grafične tehnike, ki jo delam, ker ta črna je res taka lepa, žametna, ne, pač s steklom čez se pa zgubi, ampak ne morem si privoščiti, da vsa ta trud in delo, pač pa mi nekdo prije na razstavi, pa mi pač tika po grafiki in se pač poznajo pol ti masni prsti na otisih. Druga zadeva pa je, pač ne maram klipsen. To mi je smrt za grafiko, se mi zdi, da grafika pač res živi nekako, če je pač malo bolj prezentno predstavljena v okvirju. Ampak ja, mislim, ne bi jo mogla tiskati na nek les ali pa karkoli. Zdaj, in pri tem, ko si mi vprašala, zakaj pač tudi globoki tisk, tale koligrafija je tudi pač način, kako v bistvu jaz tiskam, ne. Pač jaz namočim papir v vodo, ne, in ga pač osušim, isto gre kot pač pri teh drugih tehnikah globokega tiska in ga pač osušim do neke mere in pol pač tiskam čez prešo, ne. Zadeva, zakaj namočiti? Zato, da se pač papir res lepo pač prilagodi matrici, vsej te valovitosti, ki je na pač reliefu, ki je na matrici in potegne pač to barvo iz vseh teh kotičkov ven, ne. Zato pač ne bi šlo tiskati na neke trše materiale, ne. Mislim, jaz nisem nikoli probala, kaj bi se zgodilo, verjetno bi se dalo delati neke efekte, definitivno, ampak da bi jaz dobila isti rezultat grafike, ki jo zdaj tiskam na papir, da bi jo tiskala na karton, pa pač ne. Bi mogla verjetno kaj prilagoditi, pa malo mogoče izpiliti, pa testirati, kaj bi se sploh zgodilo v tem primeru, ne. Tako da. Jaz sem sam nazaj vrnil na steklo. Kakšno steklo uporabljaš? Navadno, ker nimam denarja za drugega. Pa tudi, ne vem, tudi ta muzejska stekla imajo nek filter, ki se mi zdi, da pri grafikah. Muzejska stekla take so kao zaščitna, so ful čudna meni. Ja, so zelo čudna, tudi jaz sem jih že gledala, jaz mislim, da to mogoče bolj deluje pri neki fotografiji, ampak pri grafiki sem jaz dobila kar nek tak zelen gler, časih, ko sem gledala. Mislim, da imajo karkoli daš od spodaj. Mislim, da tudi če je slika, da sem že gledal o njih muzejih, ki pač imajo, so dražje stvari, starejše stvari, pa so ful zaščitene. Meni tisto ful zmoti, kaj je ful čudno. Ker mislim, da ima kaj filter za neko UV svetlobo. Nekaj za nek odboj, ne, da nimaš teh odbleskov. Ne vem, kaj točno je. Ni samo odblesk, prav za eno valovanje. Možnost za svetlobo, ja, da ne poškoduje del, ne, zaradi tega, ker določene dela se pol pač na nekih, ne vem. Antirefleks je drugo, tisto je premas, ne. Ja, zaradi nekih določenih svetlob se pol lahko večuje. Vprašal sem sam zato, ker se sprašujem, če mogoče drugo steklo bi boljše reagiralo s tvojo žametno črno. Ne, jaz sem probala dati ta stekla čez mojo grafiko in mi je bilo pač grozno. Tako da ne bi drugega dala, ker se mi zdi, da se res, ne vem, izgubi. No, pač, ne, se sam zanimal, ker pač vem, da so različna. Jaz tudi nikoli nisem uporabljal nič drugega kot navadna, ker je pač cena neprimerno cenejša. Ja, ni za vsak žep. Kaj pa potem narediš s temi matricami, ko je konc z njimi? Ja, matrice ostanejo, matrice so tam zdaj na enem kupu, ne vem, pod mizo, na enem kupu pod prešo, naprimer. Pač tam so zdaj, mislim, jaz nobene matrice nisem uničila, jaz se ne nanašam na te neke standardne neke grafične old school šole, kjer bi mogel matrice uničiti, ko jih pač ne odtisneš naklade pa tako naprej. Jaz nikoli se nisem nanašala pri tiskanju grafike na neke naklade, ker me to v bistvu ne zanima toliko, ne zanima me ta reproduktibilnost. Meni je pri koligrafiji mi je čar, ko ga dobim, tehnike, pač ta ekspresivnost, pa kako tehnika zgleda, pa probam to izpiliti, zato da deluje likovno z mojim motivom. In ja, nikoli ne razmišljam, kaj pol s temi matricami. V bistvu so na kupih, so pač čakajo na neki, ne vem, čistočno na kaj. Sej ta etika oziroma kako ne bi človek delal z grafikami in kako ne bi odtisnil in vse to,
Ne vem, kje se to sicer naučiš, ker res nisem bil na Aloju, tako da Tudi jaz ne. tega se nisem učil. Vem pa, da je to ti mora nekdo prav povedati ali pa te naučiti, ker to so neki sistemi, ima tudi po mojem na koncu dneva, zdaj danes je toliko različnih ljudi, ki dela grafike, da bi se kdorkoli tega držal, oziroma da bi to bil kao nujni standard, je ful čudno, ker pač po mojem folk ne ve. Ja, odvisno, še imaš, pa nimaš. Ne? Mislim, da te okviri grafike se dosti spreminjajo, dosti grejo naprej, grafika prehaja v neke druga polja, ni več zgolj pač ta neka klasična šola grafike. Ne? Ampak ja, jaz mislim, da ne vem, če delam naprimer neki drugi tehniki, naprimer nekega linoreza, naprimer, bom tudi še zmeri naredila edicijo. Naprimer, ne? Takrat se odločim za neko edicijo, ampak se odločim tudi mogoče namembo. Narediš tudi to, da imaš ta... Ponovadi imaš ta prvi print, ki ne vem, ko se mu reče, ki je EA. Ja, to je avtorski tisto, ni nujno, da je prvi print. Ponovadi imaš pa enih teh, da pač kao M-print, tisti register, pa imaš edicijo, pa še zadnji print, kakšni delajo, ki je pa uničena matrica. Ne? Aha, ja, ne, mislim tudi mogoče se vsak ima pol neke svoje preference, pa kako to dela, pa v kateri smeri, ne. Jaz nisem se nikoli spuščala toliko v te regulative, karkoli se temu reče. To so neke finte tudi glede tega, kako ne bi prodajal na trgu. Ja, seveda, definitivno, ne, se zaradi tega, ker je pač grafika reproduktibilna, ne, pač da ti v bistvu, če nekomu prodaš delo, ko bo rekel, da pač je to naklada 5, pa je boš natisnil pač 30 ali pa 100 na koncu, pač ne, mislim, sej hočeš tem ali zaslužiti tako, ampak mogoče pa razvrednotiš to pač pri fotografiji serije naklade, ki si jo naredil. Ne. Pri fotografiji je tudi ta stvar, sploh te, kar je draže fotografije, ki se prodaja. Se tudi gre v to, da se kao manjša edicija, ne, da imaš, ne vem, 5 odtisov, samo da pri fotografiji, sploh danes, ki je digitalno, nimaš nekega zagotovila, da tega ne moreš natisniti. Ja, težko je, ja. Poleg tle bolj etika od zadaj. Ja, jaz mislim, da tukaj je tudi pač etika samega umetnika, ne, tudi kaj on s tem dela, pa kako pač se s tem reprezentira pač okrog, pa kaj dela. Jaz ne vem, jaz nisem čisto res nikoli toliko razmišljala o tem, ker delam res toliko nizko naklado, če sploh delam naklado. Zadnje čase večinoma moji printi so pač 1 od 1 in je to. Eni tudi zato, ker niso ponovljivi, naprimer, sploh v zadnji seriji Cake. Ampak tudi zato, ker me pač v bistvu ne zanima, da bi štancala kupe teh grafik pač in jih prodajala po neki nižji ceni. Rajši imam eno delo, ki dam neko ceno za njega, ker vem, da je precej truda vloženega, pa precej časa notrne. Zdaj, mogoče to tudi odvisno od same tehnike. Dejansko si mi odgovorila na eno vprašanje, ko sem te hotel vprašati, je ravno glede te naklade in zakaj manjše naklade in zakaj ne morda samo originali. Ja, sej zadnje čase so kar ne, večinoma, mislim, tudi če je bila edicija, zadnje čase je bila max 3, ampak v bistvu zdaj večinoma so 1 od 1, tako da jemljem pač kot eno umetniško delo. Original, ja. Kaj pa ta kontroverzen, če je kontroverzen take na grafiko, da recimo tudi matrica sama funkcionira kot pis? Kaj je svetovni nazor okrog tega? A veš, da če jaz toliko težim, da nočem imeti stekla čez papir, pa si ti tako pizda, mej to matrico, pa si daj to lepenko prbi na steno. A je to the thing? Ja, lahko ti jo dam, če želiš, naprimer. Jaz itak nimam kaj početi. Vem, da dosti grafikov tudi razstavlja pač matrice kot del svojega procesa, pač to neko ozadje. Jaz v temu ne vidim zdaj, v svoji praksi ne vidim nekega čara, da bi pač to uporabljala na ta način, ker mislim, to je samo en proces, ne vem, pol bi lahko tudi dala celoten proces mojega razmišljanja, pa neke zapise, pa dnevnike, če bi jih imela tudi na display, naprimer, ne, kar se mi zdi pol pač over-explaining nekega dela, no, ampak ja, imaš pa tudi prakso, da ljudje razstavijo te matrice, ne, kot pač nek dokument. Jih pa vseeno kopičiš, ne? Ja, imam jih tam, ne, pač tam so, ne, sej, čisto res, ne vem, je še zmeri lahko neko matrico tudi še zmeri predelam, ne. Ker pri koreografiji je tudi zadeva taka, da je še zmeri lahko dodelujem risbo, ko je pač risba končana, je še zmeri lahko pač dodam karkoli, ne, ali pa spremenim, ne. Pol je bilo pač novo delo, ne. Naprimer, ja, ampak ja, odvisno kako je zaključeno. Si že razmišljala, kdaj bi se sploh vrnila na kakšne matrice, da bi to bilo pač nekaj, kar bi, ali je to bilo samo nekaj, kar veš, da se lahko zgodi, pa nisi nikoli še... To je bolj nekaj, kar vem, ja, da bi se lahko zgodilo, čeprav bolj mislim, da se ne bo, ampak ja, čistko. Rado včasih shranim kakšne stvari, da so pol pač uporabne, mogoče za kaj drugega, ja, tako da...
Ja, mogoče, da gremo se v bistvu še, zdaj smo se dolgo pogovarjali o tehniki, jaz mislim, da zdaj nek pogled. Verjetno še zdaj ne veste, kako se to dejansko. Ne, jaz sem zdaj 7krat pogledala vse videe na internetu, ki obstajajo o tebi in vse videe tudi unga od MGLC-ja, ki je zelo fajn. Tako da jaz si zdaj do neke mere vsem predstavljam, kako to delaš in mislim, da si tudi zelo lepo razložila, ker sem najprej hotela imeti cel rant o tem, kako eni umetniki nočijo zares razlagati svojih tehnik, ki so ful skrivnostni, in pa sem klemela celo moralno diskrepanco okrog tega, zakaj je to in kaj si o tem mislimo, ampak jaz sem zdaj zadovoljena, kar se tega tiče. No, me veseli. Jaz drugače ne gatekeepam nič, ker ne rabim. V bistvu jaz tudi dosti stvari objavim, tudi pač procesi, kako matrice delam, izdelujem in proces se lahko najde online precej o tem in če bi kdo želel pač to narediti, lahko mod naredi. Pa tudi, če ima kdo vprašanje o tem, zmeri z veseljem povem, na kakšen način je pač narejeno. Zdaj v tej novi seriji Cake imamo tudi sitotiske in sitotiski so bili tudi že prej v Limbotu. To Jernej si ti kle, ki si mi napisal, da je to zdaj kao novost. Ne me zdaj tle... Ne, saj sam kot povezovalni člen, ne, ker se spomnim ne me zdaj tle šejmat, ker je bilo mišljeno Limbo, sem videl tudi jaz. Samo torej, da na Limbotu v MGLC-ju je že se pojavil sitotisk in sicer sitotisk kar nek raster, ki je baziral na fotkah isto tvojega avtoportreta in je bilo naprintan na ta navodila za zdravila, ta fultanek papir za to e-citaro, kar mi je ful fascinantno. In škatlice. In škatlice, kar je ful v bistvu nek tak lep vzort, dizajn, kolaž vibe se naredil. Mi je pa ful zanimiv za to e-citaro, ker sva isto s Patrikom Dvorščakom, ko sva delala razstavo v Krki, v Novem mestu, je on dal naslov razstave e-citara za vedno, ker je tudi bila nekak tematika, to psihološka stanja, bolezni, ukvarjanje s psiho in to. In mi je bilo zelo zanimivo, ker zdaj v bistvu e-citara je tako go-to drug, ki ga predpisujejo, ali je to sam slučaj, ker zdaj jaz nisem seznanjena z... A ti poznaš e-citaro? Ne, gledam čigave, je od Krke. Ja, od Krke, ja, in to je bilo ful kontroverzno, zato ker pol na onem uvodnem govoru od otvoritve noben ni na glas si upal izgovoriti naslova razstave, pa vsi so ga tako zamotali, ker kao ne smeš o lastnem produktu govoriti. No, v glavnem, kaj je s to e-citaro? Mislim... Jaz ne bi rekla, da je go-to drug, noben antidepresivni ali go-to drug, ne, a veš, tako da čisto iskreno. Ne, pač ja, po moja e-citara je eden izmed najbolj pač predpisanih antidepresivov, ki je pač tako vse splošene. Zdaj, če imaš srečo, ti bo deloval iz prve, če nimaš srečo, pač boš mogel posegati po nekem drugemu antidepresivu, ne, tako da. Ne, zdaj sem tako, veš, ne vem, bolj znotraj neke pop kulture smo velikrat seznanjeni z imeni nekih drugih zdravil, ne, ker so pač iz Amerike. Mislim, jaz nisem sploh razmišljala o tem, pač, da bi imela zdaj e-citara kot ime antidepresivo, kakšno konotacijo v mojem delu, ne, ker pač ni se šlo za to, šlo se v bistvu bolj za celo to ozadje neke te depresije, pa v bistvu prehajanje iz depresije v nek limbo. S tem si limbo. se srečevala, ne? Ja, s tem sem se srečevala. Mislim, nekako je bilo, ko sem začela antidepresive, jaz tako, da sem rekla, ok, da bom to shranila, ker pač mi je zanimiv papir, pa mogoče mi bo prišlo kaj prav, ne. Tako da nikoli ne veš, časih kaj prav pride. Veš, kaj me je bolj presenetilo, da si jih dejansko štela? Ja, preštela sem jih, ja, koliko tablet sem pojedla, ne. V bistvu, ampak to je v bistvu preštetih zgolj tablet, koliko sem jih uporabila v bistvu za dela. Ne, koliko sem jih jaz vseh pojedla, ampak koliko jih je bilo pojetih zato v teh delih, ne. Pač, Ko si delala? Ali kako misliš? V bistvu seštela sem, naprimer, vsaka, mislim, če se zdaj prav spomnim, da je bila uporabljena iz 3 navodil, ki so skupaj zlimana, torej sem štelela v bistvu, koliko je pač en paket imel in koliko je bila pač celotna serija. Koliko tablet predstavlja tisti? Koliko je tablet v seriji, ja. Ja, okay, ja. To je bil sam tako pač en čist nek playful moment, ko sem ga imela v svojih možganih. Moj možgan je šel pa tako, ne vem zakaj si imela to kompulzivo, da si zabeležiš, koliko jih boš pojedla in ko si to delo zaključila, jih je bilo lih tok. Ne, ni bilo na ta način. Nimam neke take kompulzive, mogoče imam kompulzive v kakšnih drugih smerih, ampak v temu ne, v bistvu gre zgolj, koliko je tablet v tej seriji sami. Ne. Torej si jih pojedla še bistveno več. Ja, mislim, mogoče ne čist bistveno ful več, ampak ja, več jih je pa bilo.
Pa tudi tam so tudi še neka druge Mislim, se tega se ful nabere, ne vem, koliko jih moraš na dan pojesti. Ja, odvisno je od terapije, ki jo imaš, ne, tako da. Če en na dan Jaz sem imela 1,5 na dan, ne, tako da. Namesto zjutraj, da se zbudiš ok, motivation, gremo pač tableto pojesti, ne, tako da. Ja, je en tak pač weird pridih, ki ga imaš vsakodnevno in se srečuješ s to neko rutino, ne. Tako da zato so mi mogoče pol pač ostale, sem jih shranila in sem jih pol vključila tudi v samo razstavo, ki govori točno o tem, ne. Me ne čudi, če se mora z nečim takim srečevati, ker je tudi antidepresivi niso lih mehke, enostavne tablete, to je kar hardcore. Ja, niso najbolj easy, ne, nikoli, mislim, se je pač nič v tem zdravljenju procesa depresije, če zares ni nič easy, ne. Niso pa spet tudi nek tak bav, ne, pa precej ljudi ima še zmeri to neko stigmo okrog tega, ne, le ona je pa na antidepresivih, a veš, ampak v bistvu jaz sem čutila ful enega srama, naprimer takrat, preden sem si poiskala pomoč, nek tak sram sem imela v sebi, ne, pač glede vse te depresije, pa kako se počutim. Jaz sem se dejansko res nanašal bolj na to, da so močno vplivajo na dušo. Ja, to sem hotela reči, ne, da v bistvu pač, in ko greš enkrat v ta cikl, ne, pač jaz sem jih sprejela, ker sem videla to pač, da je edina možna odločitev na tisti točki. In ja, pač sperete, ne, mislim, pač, ker je to spet nekaj, kar vpliva na tvoje možgane, ne, tako da. In ja, lahko te naredi, mene tudi na koncu naredilo čisto nekega takega flatlinerja, pač pol nimaš teh nekih upov in imaš full downov, ne, in pač zaradi tega sem pol tudi šla na neki točki za antidepresivo, ne, ker pač mi je manjkalo lih to, ne, pač, ne vem, še zmeri rada počutim ono dno, pa še zmeri rada počutim oni high, a veš, ko sem vesela. Tukaj pa greš tako nek easy flow, nekako greš čez te stvari, ne, seveda sicer odvisno od osebe, meni je pomagalo na ta način. No, ne, sej, pri tem, kar se tiče tega duševnega in kako se sploh spopadati z nečim takim, kot je recimo depresija, ne, je dosti kompleksno, ker po eni strani imaš ta zelo medicinsko antidepresivni pristop tega uravnavanja nekih hormonskih in drugih neravnovesij v možganih, ker je pač ok, it's based on science, makes sense, je pa se zgodi tudi to, ne, da potem pač te lahko čist omili, no, do neke mere, ne. Ja, seveda, to je pa to, ker nikoli ne veš, kako bo dejansko to zdravilo vplivalo na te, ne. In jaz poznam ljudi, ki so tudi šli pač od enega do drugega, ne. Tako da ta to-go drug, e-citara, ne, je pač res en tak splošni antidepresiv, ampak ja, ti v bistvu moraš na koncu ugotoviti, kaj pač ne, dejansko tebi sede na stanje, v katerem si, ker tudi pač vsako telo ne odreagira, vsi možgani ne odreagirajo na isti način, ne. Pač kompleksna zadeva je, na koncu tudi, če jemlješ zdravila, to je samo pol dela, ne. Pač vedno rabiš nekako drugače še prijeti. Ja, to je, jaz sem to bolj imela tako, pri meni je bil bolj občutek, da me to nekako malo bolj sam umirilo in me je malo postavilo res iz te pač neke grozne stiske na nek malo bolj nek level, kjer sem se počutila ok, da lahko funkcioniram, pa vse tako ostalo je pa full dela na sebi. Ja, vse to pravim, da je to samo pol zgodbe. Ja, to je konstantno delo na sebi, ne gre zgolj za to, ok, zdaj jem antidepresive, zdaj bom pa malo šel na psihoterapijo, zdaj pa to, ne. Ni, mislim, je konstantno in tudi pač depresija ni kar nekaj, kar lahko pozdraviš tako in to prihaja v valovih, ne, tako da je to čisto odvisno od življenjskih obdobij. Lahko kar long lasting. Lahko je long lasting, lahko jo imaš forever, ne, a veš, tako tudi, mislim, čisto malo težko reči, kdaj, zdaj boš pa, danes pa nimam več depresije, zdaj sem pa ok, a veš, mislim, malo je tako smešno je, če pogledaš, ne, v tej smeri. Jaz mislim, da bolj pomembno je pač iskati mogoče vzorce, zakaj ne se tako počutiš, pa iti probat graditi na temo in pač raziskovati samega sebe bolj globje, kakor si upaš, no, drugače, ker ni lahko, ne, pač sam sabo ukvarjati, tako da. Ne, sploh zato, ker se ne ukvarja sam sabo ponavadi, ker mora se ukvarjati z vsem ostalim v svetu, kar dogaja, ne. Ja. Ker ni, da se tebi tako ok, zdaj pa pauza in to je to. Ja, ni te pauze, ni, ne. Kar mogoče pri kakšnih drugih boleznih dosti lažje, ker recimo, če se ne vem, zdaj se moram ugrizniti v jezik ali ne vem kaj, ampak recimo, da se ti zlomi kolk ali nekaj tazga, da si pač. Ja, boš že predvidel, kakšno je okrevanje, ne, ki ga pač ne boš mogel. Boš predvidel okrevanje, ampak tudi boš obsedel nekje, ne boš mogel teh stvari delati, ne boš mogel teh stvari delati. Noben ti ne bo rekel, ja, ne moreš, zakaj pa ne moreš prijeti v službo, ali pa zakaj pa ne moreš tega delati, ali pa zakaj toliko cajta rabiš in bo ljudje to sprejeli. Ne. Tudi pri kakšnih drugih bolj fizičnih boleznih, ker so dolgotrajne, ljudje so bolj razumni. Tukaj pa
Na koncu ni, da lahko rečeš, grem na daljšo bolniško za težko je, lahko greš v bistvu, težko je, ne, ampak veš, pol se soočaš spet z nekim pritiskom tega, ne, pač zakaj si na bolniški, ne, veš, in pol kako drugi mogoče gledajo na te in tako naprej. Ja, mislim, je drugačno seveda, ne, pač sploh pa, ko se ukvarjaš ti toliko sam s sabo, ne, pa kaj v tebi ni okej, ko si želiš biti okej, ne, in se moraš pol ukvarjati s vsemi drugimi, ne, vplivi zunanjosti, pač ni lahko, je kar zahtevno, no, pač tudi zdravljenje in vse skupaj, ne, se zato, mislim, moraš biti kar trden, ampak ja, če pa nimaš te trdnosti, pač se zato so pač pri teh mentalnih problemih so pač okrevanja so različna, ne, od osebe do osebe je lahko čist drugače in nikoli ne moreš reči, zdaj pa meni to ful dobro funkcionira, zdaj pa probi to, ker ti bo to pomagalo, pač ni lahko, pač sam poveš svoje izkušnje in jih deliš, ne moreš pa zdaj nekomu reči, zdaj pa naredi tako, veš. Mislim, se so različne razloge, zakaj so ljudje depresivni, oziroma zakaj, kakšne težave imajo, kaj je tisto, kar pravzaprav, tako da ja, seveda, ti nikoli ne veš. Ni isto, zlomil sem si koleno, dan. Ja, pa nikoli ne veš, kaj v bistvu človek sam sabo prestaja, kaj v bistvu je not v njemu, ne, tako da zato se mi zdi, da je pomembno, da se o teh stvareh govori in mislim, da pač je bil tudi en tak vzgib te moje razstave Limbo točno to, ne. Ma je bila ta želja po temu, da najdeš način zase, ali da je bilo res bolj motivacija to, da drugim potem olajšaš, ali je bilo to malo mešano? Mogoče je bilo oboje, malo je bilo mešano v bistvu. Limbo je že malo tako, ko govori že o tem prostoru malo izven te težke depresije, naprimer ta limbo, ko ne veš čistočno, kaj bo zdaj naprej, a bo boljš, a bo spet slabš, kot si nekako si ujet, ne, v ta limbo. In ja, mislim, gre bolj tako, šlo je za neko samoterapijo, definitivno dela v ateljeju, pa pač dajanja pač na sebe, ne, na kazanja navzven skozi svoje delo. Ampak mislim, da v prvi fazi pa razstava, ko sem jo delala, je bila pač narejena tudi s tem namenom, da pač prikažem drugim tudi, pač, da se lahko najdejo v njej, mislim, da niso sami v bistvu, ne, pač, da lahko spregovorijo tudi oni o svojih problemih, ker jaz sem imela prav pač ta, kar sem rekla prej, pač to neko stisko tega sramu, v bistvu, govoriti o temu, pa pač isto sploh poiskati pomoč. In če sem lahko nekomu vsaj malo dala možnosti s to razstavo, mislim, da je pomislil... Samo vidnost, ne? Samo da se prepoznaš samega sebe in vidiš nekdo drugega. Da sam sebe vidiš v temu in čutiš... Že to je veliko v resnici. Ne, meni je bilo takrat ful, ker jaz sem dejansko videla to razstavo v MGLC-ju in mi je bila ful všeč. Tudi to, ko so dejansko bili te veliki formati, pa črna stena, ko je bila. In se spomnim prav, da, zdaj ne vem, sem prebrala, ali sem bila na vodstvu, ali sem pol gledala v videe, ki so jih naredili. Mislim, ki ga je recimo Aljoša naredil. A ne, kako si ti res tako direktno bila tako, ja, lej, pač, jaz sem bila fakt, ful je bilo bad in zdaj sem malo boljš in zdaj sem to naredila in zdaj pač, ja, ni cool, slabo je, ni enostavno, težko je, poglejte ves ta moj intense, dark art, s katerim jaz probam mal nekako priti ven iz nečesa in it happens to be good, mislim, art, tako. Pa mogoče za poslušalce, ki mogoče ne vejo, kako je izgledala ta serija, ne, da govorimo o teh grafikah, ki smo prej razglabljali, ampak torej, kaj pa je na teh podobah, ne, torej večinoma neki avtoportreti, ampak to je tako zelo abstrahirane, antropomorfne figure v veliko aktov, nekako gole figure, potem pa te klovnove maske čez ali pa fotografije tebe cele zalimane v postelji, pa pol tako kao ta Joker fake nasmeh čez tvoja usta narisan, ful enih nasmehov, hkrati ful nekih solzic iz teh klovnov in tako naprej. V glavnem, že na prvi pogled, tudi ko ne prebereš obrazstavnega besedila ali pa poslušaš karkoli o tej seriji, vidiš, da je to tako that shit dark, ne. Tako da, in pol še ta črnina, ki res ven seka, o kateri si govorila, in jaz imam res v spominu, jaz sem po moje bila v nekem super času takrat, ko sem to videla, ker jaz se zato, ker sem te prejšnjič vprašala, a je takrat tudi bilo steklo gor, ker jaz se takrat ne spomnim, da bi se mi ful shine to steklo ven, čeprav vem, da je zelo svetlo v teh prostorih lahko,
ampak res ta črnina je bila res tako intens, pa še ta zdravila čez, pa tvoje fotke čez, tako pa runo. Intens. Tako da jaz sem se čisto navdušila takrat, ko sem videla tole Limbo razstavo in zdaj sem pozabila, kaj sem hotela iz tega ven potegniti. Okay. Ne, dobro, pol ne bomo tega. A ti si videl to razstavo? Nažalost ne. No, tako res, tako kar scary, no. Jaz bi se mogoče dotaknil tukaj še nečesa drugega, ker je pač nekaj, kar tako vsakeč, ko gledam ta tvoja dela in dejstvo, da si se spopadala z depresijo, dejstvo, da si potem ustvarjala te stvari. Stvar, ki tako pač v meni skozi kriči, je tako kako? V smislu pač vem, da te depresija lahko pač toliko imobilizira, da je težko pač delati karkoli, vstati s posle, ne vem, zajtrkovati, kaj šele kaj narediti. In ne samo ta del tega, kako si sploh prišla do tega, da ti to pač rata, da si lahko to spravila ven, ampak tudi kako se ti nekako pol spopadaš s tem dejstvom, da kljub temu, da jaz lahko verjamem, da je to tebi bilo tudi pomembno zate in za druge, hkrati je pa to tudi dejstvo, da je del tega, da se to nastaja pač želja po produkciji strani pač družbe, ki je kapitalistična. Ne? Zdaj, jaz te stvari ful težko nekako skupaj dam. Ker mi je tako, po eni strani mi je tako res, jaz sem tudi že kdaj doživel, da pač kaj nisem mogel v life narediti, zato ker pač sem obležal in pač ne moreš. Ampak je pa isto to te lahko paralizira. No? In mi je ful pač, ker po eni strani amazing, po drugi strani mi je pa tudi terrifying, da pač se vseeno spraviš to narediti, zato ker pač se mi zdi po eni strani, da mogoče družba zahteva od tebe. Ja, jaz mislim, vem, kaj hočeš povedati, ampak pri meni je bilo v bistvu tako, imaš depresije, ki so lahko precej različne, ne? Tako da imaš tudi funkcionalno depresijo, naprimer, ne? Tako da jaz sem imela obdobje, ko so bila res različna, ne vem, so bila tudi obdobja, ko sem bila najbolj na dnu, na najbolj tisti nikakvi točki, ko tudi nisem mogla ostati iz posle, naprimer, pa se spraviti, pa karkoli razmišljati sploh o nečemu perspektivnemu je bilo precej težko. Tako da ja, ampak ne vem, sej mogoče so tudi antidepresivi pripomogli pri tej celotni zadevi, ne, da sem jaz mogoče bila zmožna sprocesirati zadevo na drugačen način. Zato jaz ne mislim, da so antidepresivi, ko si rečejo, pa ne antidepresive, da je to nujno zlo. Ne. Jaz priznam, takrat sem jih rabila in so mi pomagali in takrat sem pač šla tudi naprej in mogoče sem tudi zaradi tega pač šla naprej s tem mojim delom na tak način. Mogoče bi bila večjo bitko, če ne bi bila na antidepresivih v tem trenutku. Ja, ne vem, jaz sem imela pač sam ta vzgib, ne, tako pač, kaj bi predstavljala, je bilo pol sam tako, ja, neč bom izhajala iz sebe, ne. O tem lahko govorim, ne, o tem lahko govorim in če lahko v bistvu pomagam nekomu, da se najde v teh delih, pa da pač prepozna neki in si pomaga na nek način, pol sem jaz zadevo opravila, to je bil v bistvu moj edini cilj, no, tako da in odzivi so bili taki, ne, tudi že na otvoritvi sem imela precej močne odzive in sem bila tako, v bistvu tisti trenutek sem bila vesela, da sem lahko nekomu pomagala, no, da je pač prepoznal neke določene stvari. Mislim, dosti ljudi se kar same sebe tudi prepoznalo v tej razstavi, ne. Zdaj, jaz bi mogoče na tej točki sam prezentala ta svoj rant, ki se je meni kle pojavil, ki v nobenem pogledu naleti nate, ampak se mi je to porodil vmes, ko sem pač poslušala o tvojem delu, pa tudi o pač delu kakšnih drugih umetnikov, ki na podoben način funkcionirajo, da njihov umetniški opus predstavlja oziroma njih same, da se oni ukvarjajo samim sabo in zelo velikrat pač s svojimi problemi. In v bistvu, jaz se sprašujem o teh opusih, ki se skoraj v celoti navezujejo na princip neke samoterapije, raziskovanja samega sebe, premlevanja stvari, neka osebna poetika in tako naprej. Obstaja neka distanca do tega, češ da rešujem svoje notranje probleme in bolečine s tem, ko ustvarjam, in to je hkrati moj job, ko je, recimo da je, ne, ali je umetnik, ki zna to dobro prevajati v prid lastne kariere na nek način v prednosti, ali je to bolj
tak je live situacija. Ne. Mislim, imam zdaj celoten nek ta kreativen sektor, ne, tudi ne vem, pisanje, poezija, film in tako naprej, kar ljudje delajo. Zdaj, če zelo karikiram, ne, prodajalka v Lidlu je lahko srečna, če vsako drugo sredo najde čas, da gre na terapijo, ki traja 1 uro in upa, da ji pomaga. Umetnik pa lahko naredi celo prodajno serijo, pa se s tem še zraven optimalno pohila. Ne. Zdaj, če se pa ne umetnik upiše na terapijo za popoldansko risanje, ne, ali pa izdelovanje iz gline, je pa lahko že včasih na meji s kakšnim skremžem. Zdaj jaz ful karikiram za nalašč, plis ne me sovražati. Sonja, a si kdaj razmišljala, pa ne vem, o tem na tak način, kao pozicija umetnika, ki to doživlja in deluje na tak način na eni strani in na drugi strani ljudje, ki niso umetniki, pa tak isto preživljajo stisko, ker smo pač v času, kakršnem smo. Ali pa Jernej, kaj je mogoče, a si ti kdaj o tem razmišljal na tak način, pač, a se je smiselno o tem sploh pogovarjati, ali sem pač jaz zdaj sem ful grozna, ker to me kdaj prešine, a ne, ko ustvarjalci rečejo, s tem delom sem reševal lastne težave in se soočal s travmami in pol je pač moj možgan, jaz se v lifeu s kuriranjem ne bom rešila svojih težav, kvečemu obratno, pač fakt diši, 30 pa tudi ne znam. Pač, ne, do kere mere je kritičnost do tega upravičena, ali v bistvu sem pač Maša, pač tako je, nehi težit, pa nehi jokat, pač vsak se trudi po najboljših močeh. A veš, kaj mislim? Help. Ja, vem, ampak mogoče samo še dodam, da tlej tudi to, ker ena od tistih stvari, ki sem te jaz tudi hotel vprašati, je to pač kako gledaš na to, da se v bistvu razgaljaš v smislu svoje osebne stvari, ne? Jaz mislim, da tudi odvisno, ne, eni umetniki ne izhajajo toliko sami iz sebe. Imaš en kup umetnikov, ki ne ustvarja in ne kaže svojih problemov in delajo pač, ne vem, si dajo poker face in delajo pač neke stvari, ki so, ne vem, konceptualno zasmirjene ali pa nekaj drugega zasledujejo, ne bojo pa bili pripravljeni sploh pokazati, kaj čutijo. Ja, jaz govorim o teh, ki so kontra, ki samo to delajo, recimo. Ne? Se, recimo, mogoče je to pri neki poeziji ful bolj očitno, ali pa pri kakšnih filmih, ne? Recimo, zdaj, če pretiravam, ja, ta režiser svojo travmo rešuje skozi cel svoj filmski opus že zadnje 20 let, ne? A veš, čistko zelo, zdaj sem jaz tukaj, zdaj spet ta bad cop, a veš, zdaj en ta režiser uspeva svojo travmo profitirati pa obračati v fucking hud art. Jaz bi tudi to, pa ne morem, ker pač prvič nisem art, drugič ne handlam in tretjič, a veš, tako, kako se pogovarjati o tem? A se sploh pogovarjati o tem, ali jaz zdaj kar nekaj kle nabijam? Sam to. A kdaj razmišljamo o tem? Jaz bom rekla, da osebno nikoli ne razmišljam o tem, zaradi tega, ker pač ne razmišljam, na kakšen način drugi umetniki razmišljajo za to, da svoje delo delajo. Ker je pač, toliko smo si raznoliki, da je to nekaj, kar je nemogoče posplošiti na nek vzorc, se mi zdi. In s tem pač, ja, če rešuješ svojo travmo preko svojih del, jaz tu ne vidim nič slabega, ne, mislim. Če zaslužiš zraven, ajde, ok, cool, tudi to je cool, ne. Mogoče ti da sam nek plus za naprej za delo ali pa karkoli, malo zunanje motivacije, nobenemu ne škodi, ne. Ampak mislim, da moraš v kvečemu imeti to notranjo motivacijo, kar te žene, ne. Da pač mogoče, ja, delaš te stvari, spregovoriš o stvareh, ne, zdaj, meni je bilo zmeri najlažje pač izhajati samo sebe pač najbolj poznam ali pa tudi najmanj poznam na nek način, ne, in se nekaj, zakaj bi se ukvarjala z nekimi drugimi zadevami, če se lahko najprej ukvarjam sama sabo, kar se mi zdi, da se dosti ljudi bi moglo prvo pač malo usesti, pa se malo sam sabi pomeniti, pač, da bi bil svet sploh boljši. In ja, nisem nikoli razmišljala v bistvu, ne, kako umetniki na kakšen način se prezentirajo, pa kako pač lahko služijo mogoče iz neke svoje travme oziroma profitirajo ali pa se samo zdravijo v bistvu, ne. Zdaj, jaz bom rekla, ni moja serija, naprimer, ni zgolj moja serija samoterapija. Tukaj je še en kup drugih stvari, ki jih pač počneš zraven zato, da se ti boljši počutiš, ne. Tako da ne gre zgolj sam, da se ti sam svojim artom ozdraviš, ne, pač, ne. Ja, mislim, to je mogoče malo naivno od mene, v smislu, da ja, džabe tepka, lahko pa sam rišeš, pa se s tem pohilaš, drugi pa ne. Obviously nisem to, si malo prej povedala, da je to samo en fraction nekega dela ukvarjanja intenzivnega in to, ki terja drug čas v drugi dimenziji, ki ni umetniška, ki ni kreativna, ne. Ampak v mislih imam predvsem neko rajo ljudi, ki je nič kreativna, ne. Ki ne more, a veš,
Ja, jaz bi prej rekla tako, da ne vem, včasih sem se jaz bolj znala to, kako lepo bi bilo ne imeti tega vzgiba in ne te želje po ustvarjanju in pač ne se počutiti apatično, če nič ne narediš v tej smeri, ampak biti pač eden izmed teh ljudi, ki pač delajo čisto obične vsakdanje stvari, ne, in razmišljam včasih o tem in postavljam in se rečem pač, pa ne, mislim, čisto zares ne bi zamenjala, ne bi nobenih vseh svojih izkušenj, vseh svojih bolezni, karkoli z depresijo, vseh svojih naprimer naporov in napredkov ne bi zamenjala pač zato pač. Začela sem nekako iskati v tej svoji žalosti srečo, a veš, tako da ne bi v bistvu se nekako spremenila in šla, ne. Tako da težko rečem pol, kako pa so neki ljudje, ko ne čutijo neka vzgiba po ustvarjanju oziroma jih ne žene nobeno kreativno smer, kako se oni soočajo, ne. Mislim, po moje se soočajo podobno, ne, sej, in težko reči enako, ker pač kot smo že prerekli, pač depresija je lahko čisto drugačna od osebe do osebe in ja, mislim, ne bi ti znala čisto zares odgovoriti na to vprašanje. Saj sem bolj tako mislila, nekaj, ne vem, a bi lahko v tem, a bi to lahko bil the thing, the topic, ne? V smislu, da ti lahko neko zadevo premlevaš čez projekt, to smo se prejšnjič pri Luki pogovarjali, ne? Da pač to težavo, ne vem, v času korone, neko to stisko, neko dilemo lažje rešiš, če jo nekako v svoji glavi zapakiraš kot nek potencialen cool projekt, ne? Kot umetnik recimo. Medtem ko ne vem, kot nek producent, kurator, menedžer, ekonomist, je to mogoče malo težji na prvo žogo, ne? Bom jaz zdaj zapakiral ta svoj thing v ta moj projekt, ki je pač tok čist. Ne, sem hotel reči, razen če delaš v Krki, ne? Pol zapakiraš v svoj hud projekt. Ja, to je najboljši projekt, ne? Krka knows. Ali pa veš, neka kulinarika na to še preči, ne? Veš, ko neke sladice, tako veš, kaj je že bolj mal crafty. Ok, no, to je bil moj pomislek. I'm putting it out there. Napište v komentar, kaj si vi mislite. Jaz se po mojem lahko počasi gremo proti koncu. Jaz sem hotela mogoče še vprašati, a se kdaj vidiš, da bi šla mogoče ven iz te figuralike oziroma antropomorfnega oziroma ven iz sebe, da bi upodabljala, da bi imela željo upodabljati nekaj X, ali se to v kakšnih skicah dogaja, pa nikoli ne pride v main piece? Ne vem, v bistvu, ne vem, figuralika mi je zanimiva, mislim, avtoportret mi je zanimiv. Sej lahko narišem jaz marsikaj drugega, tudi ni mi problem, ampak ja, trenutno me je zanimivo pač precej to. Pa ne vem, sej v tej figuraliki ni nujno, tudi če avtoportretna se še zmeri lahko vsak najde, ne, na nek način. Tako da mogoče sploh v teh koreografijah, ki so za razliko od sitotiskov, kjer je dejansko moja podoba in sem jaz pač na tej grafiki, lažje, ker pač ni neke dejanske osebe, ki je že v samem tem pač grafičnem delu, ne. Lahko vsak najde neko povezavo mogoče, ker je pač zgolj je pač tudi figura sama, ne. Včasih je tudi figura, ki je v bistvu niti ni nujno, da je toliko podobna meni, je pa mogoče tudi, ne vem, včasih se zgodijo tudi neki, da prehaja malo že neke stvore. Ja, v bistvu, tako sploh pa pač naprimer Limbo seriji, tudi pri seriji Cake je ta avtoportret zapakiran že v neko bolj, ne vem, personifikacijo nekega objekta samega, ne, poleg seveda fotografij. Ja, ne vem, kam me bo neslo, to bomo videli sproti in nikoli ne razmišljam, ok, zdaj se bom pa lotila tega pa tega, ne, jaz pač pustim. Bolj intuitivno. Ja, intuitivno pot, tako da na ta način tudi zmeri delam v svojih delih, ne, pač. Kaj pa tatujčki? Ne vem, jaz tatuje ne jemljem kot nek del moje čistko umetniške prakse, ne, pač mi je bilo to zmeri nekaj tako za zraven, tudi zdaj pač ogromno časa nisem že tetovirala, pade kakšen tam pa tam. Tako da ni nekaj, s čemer se jaz tako trenutno ukvarjam, ne. Mi je pa to, ne vem, ne vidim jo tako kot neko ful umetniško stran nečesa, ampak ja, malo je bolj tako obrtniška. So mi bili pa zmeri precej zanimivi zaradi tega, ker so tudi dosti grafični na koži, ne. Ja, ne vem, jaz po mojem bi imela kar tle šanso, da bi jih vključila v svojo prakso, ampak
AKA Jernej hoče to. Ne, ni to. Jaz sem bolj mislil, meni se Misliš, zdi... da to je razstavljati v galerijah? Ne. Please no. Meni se zdi... Ljudi statuje razstavljati v galerijah. Ja, samo tiste, ki smo jih dobili iz kolekcije zbranih. Mislim, enih dejansko zbira, tako da it exists. Ja. Ne, pač glede na to, da obstajajo tatoveri, ki delajo pač zelo butične stvari oziroma zelo specifične stvari, ne vidim, zakaj ne bi imela možnost, da bi delala pač samo stvari, ki tebe res samo zanima. Ne? Sej sem jih, ponavadi sem delala sam svoje risbene. No, tako da drugo dejansko res ni zanimivo, lokopiranje nekih vzorcev pa motivov pač ni moja praksa. Ja. Z tega vidika se mi zdi, da bi to lahko bil čist legitim podaljšek tvoje pač umetniške prakse, ne? Da rečeš, ok, to je tudi pač moje umetniško delo in je pač na koži in tudi če je pač res, kot ti delaš, ker nimaš ne studija, ne nič, in ni to nek... Ja, se zato po moje tudi nekaj ne delam, ker nikoli nisem imela nekega čisto res prostora, zato pa zmeraj mi je zmanjkoval čas pri vseh drugih, pač, ker zmeraj bilo treba še kaj drugega delati zraven. Ne? Meni osebno se mi pa zdi, da je bil čist cute in legitimna smer, da bi to rekla, ok, to je to, ne vem, če bi potem to hotela vključiti v nek svoj, recimo, pregledno razstavo, bi pač imela, recimo, ne, bi pač lahko imela še zraven. Ampak that's on you, kar se ti samo odločaš, ampak ja. Ja, ne, jaz sem kar precej ločevala ti dve zadevi, ne, pač zmeri gledam, moja umetniška praksa res bolj v tem, kar delam, pač kar sem naredila čez vse te grafične serije, bolj kot neko tetoviranje ali pa kar nekaj v tem. Ne, sej pravim. Meni bi se zdelo legitimno, da bi ne vidim problema v tem, ampak je pač to tudi stvar, kako sam gledaš do stvari, ki jih ustvariš. Ne? Tukaj imam napisan, ti kar preberem, kaj je v mojem zapisku. Sonjino funkcionalno in uspešno delovanje na sceni, a.k.a. Sonji se jebe, please teach me sensei. Parkrat smo se že pogovarjali z Jernejom pa za kakšne razstave pa tako, pa je včasih prišlo tvoje ime vmes kot nekoga, ki nam je všeč, kar delaš. In pol je bil Jernej kdaj tako, ja, ampak pač Sonja ne jebe, ona ne jebe. Če ne bo dobila dovolj ok honorarja ali pa v redu pogojev, baj Sonja, njej se jebe, ona ne bo. In sem bila jaz tako, o moj bog, jaz bi tudi. In sem bila tako, please teach me. Ne, se je zgodilo tudi, da ni bilo ok honorarjev in da ni bilo vse ok, tako kot bi moglo biti. Pač. In to je pač tudi problem slovenskega kulturnega prostora, je pač, da se določenih stvari ne jemlje resno na tak način, kot bi se jih moglo. Ne. In umetnik pol postane tisti, ki je vse v bistvu. Umetnik, producent, zraven še galerist, še mal kurator, pa še PR-ovc, pa vse skupaj. Ne. Tako da ja, mislim, vse mi jebe, dosti krat se mi jebe, pač, če me nekaj ne zanima, bom tudi zavrnila zadevo, kar se mi zdi, da je pač edino pravilno. To se mi zdi res. Ker ni, jaz moje delo ni v tem smislu, da jaz se hočem zdaj pojavljati vse, kjerkoli, pa tako ne. Pač mene to ne zanima, tudi loviti neke razstave zato, da pač dobim neke minimalne sredstva in da pač sam na hitro delam svoje dela, me ne zanima tudi to, ne. Rada dam svojemu pač delu cajt in pač ga naredim konkretno, ne. Zato, da sem jaz zadovoljna z njim. Ne zanima me, a bo galerija pol koliko bo zadovoljna, jaz pač rada naredim zadevo tako, da sem jaz zadovoljna, pol je ok, pol zadeva štima, ne. Tako da ja, včasih se mi jebe, včasih se mi ne jebe, ne, čisto odvisno je od situacije. Ja, sej mogoče sem narobe rekla, Sonja ne jebe. Ja, Sonja ne jebe. Torej, da pač ok, pogoji morajo biti, drugačne. No, pogoji bi mogli biti za vse, a veš, in to se mi zdi cool, ker vsi ostali smo pa tako, ok, ja, bom vse naredil, važno, da sem nekje napisan zraven. In to večkrat naredimo stvari, ko rečemo, ne bomo naredili zaradi tega, ker to rabimo. Ne? Ker drugače pač kako bomo, če ne. In to je pač, mislim, že celotni kulturni sistem v Sloveniji je pač zmotno naravnan v tej smeri. Ne? Vsi ti damo prostor, pa nam boš dal razstavo, ne? Pa to je to. Ne? Mi ti tebi damo, mi ti tebi delamo uslugo. Ne? Po bistvu bi mogli biti umetniki tisti, ki prinašajo vsebino, pač cenjenje. Ne? Smo tudi SP-jevci z najnižjo urno postavko, po mojem. No, ampak to se mi zdi, to se mi je zdelo ful tako hudo, no, tako, ko sem, že je tudi tako v bistvu že neke vrste renome ali pa mogoče, da se pač ve, da pač, sorry, to ni dovolj ok pogoj, ni dovolj
ni dovolj v redu pogoj dela, da bi se sploh šli neki, ne? Sploh Ja, ne. seveda, sem to odpira tudi pol vprašanja, ne, pač, ali ustrajati v tem, kar delaš, ali ne ustrajati v tem, kar delaš. Mislim, vse, kar sem pač jaz tu naredila v svojem delu, ni bilo zgolj pokrito iz honorarja oziroma produkcijskih stroškov, predvsej je bilo tudi denarja vloženega iz svojega lastnega žepa za to, da sem pač lahko produkcijo izvedla, ne, da sem pač grafike izvedla na tak način, da sem bila pač z njimi zadovoljna. Da ne delaš polovičarsko, ne. Ja. Ker jaz pač v bistvu ne maram delati polovičarsko, ampak pol na koncu se vprašaš pač komu, če to ni, ne. Seveda sebi, ampak tudi če od tega pa nimaš nič, po bistvu si na koncu mal ta človek, ki skozi životariš, ne. Klej je tudi en tak limbo, ne. Mogoče tudi grafike ni dovolj zaradi tega, ker pač tudi ni prostorov dovolj za to, da bi pač ljudje lahko delali in v bistvu imeli pač svojo opremo in tiskali, ne. In manjka vseh teh prostorov, naprimer, ki jih najdeš kje druge, ne. Mislim, da v Sloveniji se ljudje, oziroma niti ministrstvo ne zaveda zares, koliko bi mogla ena razstava koštati. Ja, verjetno se ne zavedajo in tudi se ne zavedajo v bistvu pač, da Slovenija ima na svojo majhnost zelo dosti dobrih umetnikov, ne, ko se pač trudijo za pač drobiš, ne. Ja, pomaš pa take stvari, kakor da bi radi ukinili za izjemne dosežke pokojnine, ker je potem fucking referendum več za 75 let od samega tistega, kar bi koštalo državo za tiste stvari. Tako da, pustimo stati. To bo še za kakšen drug... Epizodo 2. Ja, za kakšno drugo epizodo, ki smo samo malo protestirali. Če vas To to bo ful zanima, še bolj povejte. depresivna epizoda, kot današnja. Ne, ti bo rage. Ja, tako, če hoče kdo poslušati Ups eno and uro, downs. če hoče kdo poslušati 1 do 4 ure rage nad slovensko kulturo, naj pove. Bomo zrihtali. Bomo naredili novo oddajo. Hvala ti, Sonja, da si prišla. Ja, Hvala za ful tak hvala. klepet. Hvala vama. Hvala vam tudi, drago občinstvo, za vašo pozornost. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode podeliva tudi na Instagram. Glasbeno podlago za intro in avtor sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajecka-Šmrl. Napišite nama kakšen cool komentar, polajkajte epizoda, donirajte za kavo in če ćete slišati kaj novega posebnega, kot sam reč, pa tudi komentarje. Čau. Hvala, čau. Sonja reče Adijo. Ja, mislim, ne vem, ta slovenski prostor, kar se tega tiče, matematika ne štima lih najbolj. Ne vem, ja. Vse to, kar sem rekel, za urno postavko, zdaj smo dali popraviti ten šivalni stroj in pač, ne vem, kaj, 135 evrov nekaj tacga. Ja, koliko bila delovna ura? Ja, 40 evrov. Mislim, prvo se res zamisliš, dobro, bom šel tudi jaz popravljati, ne vem, ali pa brusiti nože, bi več zaslužil. Ja, seveda, če si najdeš pol neki v smislu neke obrti, po moje imaš boljši Dobro, future in a way. ta popravljalc je tudi res, mislim, da zdaj skoraj da še edini, ker priješ k njemu je toliko šivalnih strojev tam na čakanju, da si tako, jaz sem bil tako, mi našega stroja ne bomo videli še tako 2 leti. Sam ne, bilo hitro. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Instagram in Facebook. Ne deliva nič na Facebook. Ja, vem, tam je Ja, zato sem ti izbrisala. Vem, sem videl in ko sem te gledal, kako si brisala in pol sem tako, ko sem bral, sem tako v glavi še kar ponovil. Deliti kaj? Ker mama Polajkajte. Instagram in ne Facebook, pravi Maša tam, ker še pospravljen se jim vodi v Polajkajte. Ljubljano. Polajkajte, subscribite in vse te stvari. Ne biti dosadni. Ok, ne se razburjati, jer ne v redu, ja.